Kaj gremo k ravnatelju? Zakaj? Kaj sem naredil nobe? Ker širim ljubezen? Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan. Koša člani. Pozdravljeni v novi epizodi Člani. Tukaj z vami What's up? Jure, Hola. Rimanič, dober dan. In naša Ana. Vejla. Kako ste kaj, moja dva lepa člana, draga? Ja, dobro. Malo smo zmačkani, ker smo se včeraj zabavali. Opa, kje si bil? Spet sem bil v Ljubljani. O. Se dobil z eno ekipco iz faksa. Se malo podružili. In shout out to vid. Kje si vid? In nič, tako. Lep vikend. Malo smo plesali, peli. Jaz sem dal, veš kaj je bilo ful smešno? Jaz sem dal včeraj zvečer story in jaz sem pač pel. In se je slišalo mene, ko se poje. Pač. In sem ono zjutraj odprem to in jaz sem ono samo bruka. Jaz si dal dol pol. Ne, nisem, sem pač že vsi videli. Vidiš, to Jaz se to nisem pravi. videla. To se to pravi. Ali pa nisem imela na glasnosti. Ja, upam, da Ali pa dosti ljudi nisi- ni imelo. Ti si slišal? Slabo. Se opravičujem vsem za moje petje. Boljše kot oni, no vseeno. Ja, definitivno. Pa ti, Ana. Jaz sem tudi šla včeraj v Ljubljano, torej za vikend v Ljubljano in Kaj zdaj? šla sem na nek acting workshop, ampak šla sem tako prvič v življenju čisto sama v Ljubljano z avtom in tisti, ki me pozna, ve, da jaz se bojim vožnje. In zbrala sem tako najboljši dan za voziti, zato ker je bil in sneg, Ja. in dež, in toča. In pol za nazaj še tema, tako da vse naenkrat. Ampak sem zvozila varno. Nisi imela ti neko predstavo, stari, pohvali se. Igrala sem otroške predstave v gledališču, zato ker se v bistvu začenja malo bolj, kot se do zdaj, upeljevati otroke v to v bistvu kulturo in gledališko vzgojo. To postaja tudi del učnega programa dejansko za šole, obveznega programa. In smo imeli tak skok v pravljico, Mojco Pokrajculjo in... Kako je pojkrajculja? Pokrajculja. Mislim, da je pokraculja. Što ti misliš, Odvedno. da krculje? Mojca Pokrajculja. Jebem ti še. In gre v bistvu, koncept te predstave je v bistvu tak, da otroci sodelujejo pri tem, torej najprej se jim pač prebere zgodbico, se malo podebatira in potem so oni tudi vključeni not. Da v bistvu dobijo cel ta gledališki experience, to izkušnjo in ful je zanimivo, kako eni so taki bolj zadržani, pač javijo se takoj vsi in pol jih izberemo in eni so ful zadržani in jim moraš ti prišepniti besedilo, eni pa ga povejo, stresijo ga iz Pa rokava kako ga vejo? Zato preberemo zgodbico in pol se pogovorimo o tem in malo ponovimo, kaj morajo povedati. In eni to stresajo iz rokava, ko nič, prav ne, ker jaz si ful nisem znala predstavljati te starosti otrok, koliko že znajo in koliko ne, ampak so... Štekajo, ne? Štekajo, ja. Niso glupi. Ne, niso. In je pol tudi ful zanimivo, kako reagirajo na to, ko jih izbereš ali pa ne izbereš, recimo en fantek je... Zamere. Ja, en fantek je ful hotel biti zajček, ne, ker so različne živali nastopajo v zgodbici. In en fantek je ful hotel biti zajček. Ja, po mami, ki je zajčica. Ma dobro. Kaj? Kje misliš, da je dobo inspiracijo? V glavnem, Ana, ti govori. Škobidarje, se mi ne da stegniti. Govori. In je tako proti koncu predstave, je tako prišel v spredje, je pokazal na mojega soigralca in je rekel, zakaj me nisi izbral kot zajčka? In veš, midva sva bila samo soigralci in tako, kaj naj ti rečemo nazaj? Ker si slab. Ker si grd. Si viš, da mu rečeš to. Kaj je poligral? Trauma unlocked. Kaj je igral namesto Nič ni zajca? igral. Čakaj, in Niti kaj, za pol niste mu drevo nič nisi. rekli? Kaj ste mu rekli, pol nič? Ja. Nič. Ana je bila, sorry. Prosti, nimaš talenta. Lahko bi imela ene Ne. bombončke v žepu, mu dali bombonček. Ne legit. Ja. Tako da ja. Ali pa mu rečeš, v življenju dobiš vse, kar hočeš. To To je dobro.
Ker si Zakaj pa nisem zaslužiš, bil zajček? kar si zaslužiš, da biš v življenju. To so taka vprašanja, na katere pač nimaš odgovora. In Svet ni fair. Lekcija. tle mali otroci začnejo dobivati pol travme. No, lepo. Lušno. In koliko predstav igraš? Zdaj sem imela po 2 na dan, skoraj vsak dan. Ja. Kar intenzivno, ampak 10 predstav na luštno teden. je, pač, je izziv, zato ker se moraš prilagajati v vsaki predstavi otrokom. Ne. Ker eni so ful majhni, eni so malo večji, ene moraš primiti za rokico, eni pogumno stopijo na oder in tako. Moraš imeti občutek za otroke. No. Ti imaš občutek za otroke? Imam. Čeprav Čeprav jih nočem imeti, ampak imam občutek. Baby mama. Ja, vi ga. Veš kaj, te, ki to govorijo, ga imajo prve. Nočem nič reči, ampak zna biti. Ne, Sta pravim. Sta pravim. Vem, kaj čutim v sebi. Sta tako pravi. da. Ja, Sta pravim. sta pravi, boš čutila nekaj v sebi, ja. Kaj pa ti, Matej? Jaz sem bil v vetrovniku, to moram najprej povedati, to je indoor skydiving, jako za popizdit. Veste, ko je jako letet? Pač to letiš. Ne vem. Pač, Lahko gremo enkrat v vetrovnik si. Koliko pa stane? ne vem, mi smo imeli džabe, Ja, sorry, influencer. VIP. Moram povedati, ne bom spoilal, ne bom nič povedal. V glavnem sem zmagal vetrovnik in sem šel v vetrovnik in je bilo fuljako, enih 3-krat sem šel notri, prvič te tip malo nauči in bolj te spusti leti in ko greš prvič notri, to te tako spiha, to piha meni tam 200 na uro, to te tako spiha, Smo nič. posesal notri v ventilator. ne se piha gor. Ja pa... No. Lahko ugasne in ti pade dol. Not. Ja, ne, spodaj je ena taka neka kovinska zajla in je tako malo bouncy, je tip kot trampolin. V glavnem fuljako, drugič ne mi tip reče, ok, zdaj boš naredil vse, kar naredim jaz, isto. Ok, ni panike. Tip se zateče in kot da bi skočil na ploh. In samo vrže notri. Zdaj tako gledam in on, ja, pridi jaz. Ma ne, a? Ja, ti kar. In res, to se zatečeš, se fukneš in letiš. Čakaj, in kaj se lahko kaj zabiješ kam? Je pač zarečo si tako v tubi, ne? Ja, ma kako pa višino določaš? Ja, to je full smeh. Čakaj, najprej to si v tubi. Ja. In če pač greš preblizu stekla, samo dejansko odreneš malo, če priješ z nogami, misli, malo odreneš in to je to. Dejansko ti gledaš tega tipa, ne, si misliš, ok, ti premakne roko, gre levo, to, desno, easy, nič. Vsak manjši premik te premakne. Naprimer, si predstavljate, kako je, ne, tako si, kot deska in imaš roke in noge v zraku, ne. In tipo, trebuh in pelvis daš naprej, samo tako stegneš, daš naprej in padeš dol. Lih malo napneš trebuh, te vrže v zrak. In samo s tem tako lej, pač ležit, malo, kot zdaj vidite, tako, malo nič, samo trebuh, not ven, se s tem gor pa dol. Ma kaj ti prilagodi hitrost na tvojo težo tega vetra? Hitrost, sej ti tam si pri miru. Tam Ja, ma se zato ne, če je premočno pihalo. Zareč ti na... Mislim, oni ti nastavijo vetrovnik po tvojih merah. Ne. Zareč, da jaz sem je bilo to, ne vem, menda 200 na uro. In ti tam, ko si notri, ti lahko stojiš. Aha. Ti lahko tudi hodiš ven, naprimer, ne moreš hoditi normalno, ki ne boš hodil, ker ko normalno hodiš, si tako sklonjen naprej, ne, in hodiš. In smešno je bilo, ki tip, nam je pokazal na smešno način, ampak ležit, moraš hoditi tako. Moraš iti ven, ko največja fucking mrga. In ležit, čim si tako napet, lepo hodiš normalno, pač malo te popiha, malo zdrži, ampak tako rakaš ven. Ful bo jako za popizdit. Ma kako si oblečen? Ti dajo kakšno tuto? Eno tuto ti dajo. Ne? Pač čelado in očala, ki če ne vidiš nič. Ja. Toliko te Ful je bilo jako, snemal sem reklamo za solo in pol zadnje uno so mi dali solo v roke in sem že malo znal iti levo, desno, gor, dole in pol malo prije video. Pa lahko spoilaš. Ja, pač prije video, malo ven bojo videli, pač jaz letem solo in tako sick shoti, uni od zunaj, fucking sick. V glavnem, bil sem z Dunkin Devilsi in oni pač delajo flip pedale salte, na koncu so nam dali ta vetrovnik na tipo 50 km na uro, ne, da pač lahko delamo salte, ne, pač i tako na mreža je bouncy, ampak da je lih malo več, da si v zraku, no. In tipi, čeprav znajo, ne, te malo to zjebe v zraku, nekaj in to, ampak so pogruntali. En je pol še delal backflip, shoutout Banko, shoutout Lenč in prijem jaz, ne, ja, pač Banko in Lenč so bili z mano, ki ste člani. Prijem jaz, ok, dobro, malo, najprej, pač to je že problem, kot ko piha skakati na mestu, najprej se moraš to malo privaditi, ok. Nič, ajde, grem narediti salto, ne, 1, 2, salta, nisem njih lepo prestal, ok, je bil flip dokaj lep, ok, se rekel, imam to. Malo preveč sem bil samozavesten in prehitro sem bil samozavesten. Ja. In nič, ne, jaz rečem, ok, fora je, da ti za salto se obrneš naprej.
in če se ti obrneš naprej, veter zapiha vate. Zato se moraš ti ful bolj obrniti, da te ne pol flipne. Ampak jaz ne vem, zakaj sem imel v glavi samo, če grem jaz tako, me bo od spodaj vrgu veter. Ampak pis, da te ne bo, te bo isto tudi tle porival. Zato sem se jaz premalo udrinil, ampak sem se udrinil in skrčil. In premalo sem se udrinil. In kot sem se jaz skrčil, ki sem bil ful v zraku, mi je veter nabil koleno v ustnico, tako da tle ima malo bojne rane. Nekaj moraš kaj podpisati, da prežiš vetrovnik, da... Ja, ne? Ja. Da kao vse je cool s tabo in to. Samo fora je bila, da, ja, valjda pač zaboli, ampak tako ni panike. Se smešno je bilo, ki sem se nabil v zraku in lik sem bil v skoku, je zapihal in sem bil tako lik sekundo, sem bil v zraku, tako. In pa sem padl dol. Zdaj si nisi zbil zoba. Ampak glej, ni mi bilo nič, vse je bilo cool. In ti pravim, jaz se poberem in da grem, ne hitro še eno. In tip mi začne mahati, stop, maha in kaj je. Mi tako pokaže usnice, jaz pogledam, vse krvavo. Pa si imel čelado? Ja, ima čelado za glavo. Ne, čelado, tipo motor čelado. Zakaj pa nisem dali, tudi zgodimaš te motor čelado, to je bilo ful boljše v resnici. Ne rabiš, sej, ni to nevarno je, če si glup. Pa sej, ljudje so glupi. Prosti pravim, tle je bilo samo zato, ker sem jo šel delat salte, ne, se ni bilo nič, vse cool. Pol sem malo nategnil folk na Instagramu, da sem se stepil. Dobesedno vse sem nategnil. Ne. Se pravi, čujem. Nisi. Ne se ne. Tako da ful je bilo dobro leteti, pač tako, bale je samo, da čim pogledaš dol, te malo zjebe balans, tako da moraš vedno gledati ravno. In sem fulkrat pač hotel pogledati dol, da pač vidiš, kako letiš. Na hitro pol sem dobil že občutek, da sem lahko gledal dol in to je tako nekaj najjačega. Imaš ti kakšno sliko? Ja. So video prej, tako da v glavnem, ko imate šanso, fucking provat vsi, ulogatet, shoutout, pejte, čeknit, jako preveč. Če bi res skočil s pedalom. Jaz tudi. Samo, ki ko greš s pedalom, moraš iti prvo v tandemu. Mislim, Zdaj bi šel samo v tandemu. Zdaj bi šel sam. Ja, samo moraš iti večkrat, ne da se Ja, naučiš moraš in biti to. v tandemu večkrat, da greš lahko sam. Meni je, da sem tam spredaj pripetnega tipa, mi jih ni. Meni je, ki vem, da je varno. Ja, sej ta tip, ki je bil tle z nami, smo vprašali, kaj tebi tako job, je rekel, ja, tipo, pozimi in zdaj to in poleti pa odskakanje s pedalom, tandem in to. Wow. Jako, Adrenalinski. prejako. Ja, dokaj enkrat podalo se ne odpre. Joj. Škoda, da samo pomoj. Tako da v glavnem, v zraku sem bil jaz, v zraku je tudi ljubezen, zato ker mene na faksu profesorca Peca. Kako je Ana gledala? Ja, fora je bilo. Ena profesorca in jaz smo si simpatični. Ško si je povečal srčni utrip. Ja. Kaj ni Ana ljubezen v zraku, Ana ljubezen je v zraku. Lepo Moja prosim. ljubezen do vaju. Tako. V glavnem, jaz in ena profesorca, ne, tako, smo si simpatični, se imamo radi, tako, se lepo hecamo. In zdaj, jaz čutim, da malo se pogledamo, tako, je hecno. V glavnem, prijem jaz na 1 uro, ne, neki sem si pisal z menedžerjem, ne, nek biznis, neki dirihtam in ona, ok, no, zdaj bomo začeli, Rimanič, prosim, odmakni telefon. Evo, sekunda, samo da odpišem, sekunda, Rimanič, sekunda, ok, evo. In ga odložim na mizo. Rekla, ne, kar lepo tukaj na vidno mesto. Sem rekel, ok, evo ga, pospravim Rimanič tukaj na vidno mesto, da vem, da boš spremljal mojo uro. Dobro, ok, ga odmaknem. In rekla, ok, zdaj se bova midva dogovorila. Celo uro ga ne boš tikal. Če ga takneš, me pelješ na večerjo. Pogledaj, šolce, se pogledamo, ok, zmenjeno. In jaz vidim celo uro, meni ta menedžer pisal, pač nujno sem mogel nekaj odpisati. In prišlo, to je profesorica fotografije, ne, in smo jo kazali lih med uro slike in lihen šolic šel, da gre pokazati slike in sem rekel, profesorica, povejte kdaj in kam vas peljem na večerjo, ker sorry, moram pač odpisati. In jaz odpisujem ona, Rimanič. In je rekla, ok, veste kaj, povejte vi tle meni, ne, Goricijani, ki je kakšna dobra, draga večerja, mislim, gostilna, da me pelje, ne. Tako smo se malo pohecali. In na koncu ure, ne, smo se lepo pozdravili, jaz, profesorica, nič, v soboto ob 8 boste spremni, vas poberem. Rekla, pazi, ki res, te bom čakala. Rekel, vas Sliš na poberem. koncu ono v obleki, ono na koncu tako objokana sedela doma, ni prišel. Ženska ima moža in otroka. Ma je dobro, se ti se hecala, dej. Ja, se vem, da se je hecala, ampak Ali zdaj... pač. Ja, ali pa, zdaj ta teden en dan me ni bilo v šoli. Je videla mojega shoutout Staši, videla mojega sošolca in rekla, ma kje je ta Rimanič, ki mi ni nobene slike še poslal, ki bi mogel neke slike poslati, če gledaš to profesorca, ti bom poslal. Vam bom poslal, prosim. Vam bom poslal. V glavnem je rekla, kje je to Rimanič, ni jim poslal slike in pač lej povej mu, zadnjič sem ga v 8 čakala in nič ni pozvonilo. Tako da zdaj moram peljati mojo profesorca na večerjo.
nič pozvonilo, ampak je zaplapolala rdeča zastava. Štekaš red flag. To je red flag, mono. Nic se nismo tle konkretno zmenili, mona. Nočem jaz na noben zelnik stepat, ja, ona ima moža. Stepat. Tako da, ja. Ker hodil tu je zelje. To pa Ti pa vzgaja zelje. Se pravi, čujemo. Smejal sem se na tej ideji. Smejal sem se, to moja štorija zdaj, ki imam. Okay. V glavnem še eno prigodo, da povem s profesorcem. Jaz in Jure ne, smo znani kot glumci, mi znamo glumiti, šarmeri. Bač mi to znamo, vedno če tebe malo tle upliftam, ampak jaz bom rekel, zame znam tako šarmirati malo. In smo dobili zdaj neko novo profesorico spet za fotografijo, ne vem kaj imam jaz profesorica med fotografije. Ful članka in že prvo uro sva se neki zaštekala. Imaš neki s profesoricami overall in učiteljicami. Imaš ta, veš kaj? Imaš rad močne ženske. Ma ni res, so ene par, ki se zaštekamo, smo tako člani. Ženske z vplivom. Ma ne veš ono prilizniti, ampak se štekamo. A ti si realno en lisko. Niti ne. Ja, ne? Ne. Ja, profesor, čau, jaz sem Matej. A ne, če Ne, je what the na fuck, telefonu med poukom. Član, Če ne bi bil. Ne, veš, da ne. Znam jaz šarmirati malo. Okay. V glavnem, to smo se zaštekali, tako full cool profesorica, res. In drugo uro smo mogli predstaviti ene naše slike. In jaz si začnem to predstaviti, ampak kot sem rekel, sem jo zafilal. Slovenščina matura 4. Kot sem rekel, sem jo zafilal in vem, kakšen tip je ženske in vem, kako zdaj to z njo. In jaz si razlagam in ona me vedno bolj, se smeje, ampak vedno bolj me grdo gleda. No, in je prišel do ene točke, ko jaz pač razlagam lepo, še moja primorščina, pač primorščina to zapali vedno povsod z vsemi. In v glavnem je rekla, ok, Riman, zdaj te imam dovolj. Jaz, kaj sem zdaj naredil narobe? Karkoli te vprašam, mi poveš, kar jaz hočem slišati. Poštekala sem, da si me ti poštekal in nikoli ne dobim tvojega odgovora. Vedno dobim, kar hočem dobiti. Kaj je zdaj tle narobe? Ja, jaz hočem slišati tvoje mnenje. Pa moje mnenje je to in to. Ne, to je mnenje, ki ga jaz hočem slišati. Kaj je tvoje mnenje? Pa točno to je moje mnenje. Rekla, ne vem, kaj bom s tabo naredila in ne vem, ko te vprašati, ki... In se je smijala. In pa smo prišli do ene točke skupaj in je malo obupala, ampak je bilo hecno, no, ker pač sem jo poštekal in to je za reč, se izmužneš s profesori, pač se izmužneš, da ne rabiš delati in se dosti ukvarjati, jim daš to, kar hočeš slišati in si rešen in noben ti ne teži. Ona pa je to poštekala, da jaz to delam in ja. Full cool profesorca, samo to, no, na našem faksu imamo full smotane profesori in profesorice. Te dve so cool. Shout out profesorice fotografije. Lepa zgodba. Tako da, evo, moj teden je bil pester. Ti si šautnul out Vida, jaz bom šautnul out eno kolegico, ki si Maja. Kje je to kolegica? Potencialen kupec bicikla. Ja. Ja. Tako da, evo, lušen teden. Lepo ste se imeli. Moj teden ni bil tako zabaven, ko vaš. Ja, jaz sem bil pa na eni delavnici tudi, ampak leadership delavnica, bilo to je zanimivo. Sem imeli predavanje enega športnega psihologa. Kdo? Prejšnji teden, ne vem, ko se kliče. In smešno vmes, sem začel reševati, ni bilo smešno, pač meni mislim, je bilo malo smešno. Je bil kao, tipa, to izobraževanje smo mogli ful nekih listov reševati, razumeš, nekaj smo mogli nekaj pisati. In je rekel, nek primer smo mogli napisati v bistvu, če se ne delaš, ampak bi mogel delati, ampak so vsi razlogi, da moraš to narediti. In jaz recimo, moja taka ful stvar je, da jaz ne plačujem položnice telefon. Dokler mi ne izklopijo telefon, jaz ne plačam. Jaz ne vem zakaj. Pač, dokler mi ne izklopijo, jaz ne plačam, ne vem zakaj. In pol plačam 6 € več. Koliko? Ja, 6 € več, nekaj priklopnina, ne? Ker jaz, čim dobim izklopljen, grem takoj plačati. In ne vem, in to je neka moja navada, ki ne vem, zakaj jo imam. In pol je bilo smešno, in pol je nadaljeval, in pol to sem mogel povedati, ta primer sem mogel povedati, to je pač nekaj takih, ki vsi povemo, in sem povedal. In pol je rekel, a imaš kakšen interes sploh, da bi ti to naredil v roku? In jaz sem ne, sploh nimam ono razloga, da bi popravil to slabo navado, ampak in pol je rekel, dobro, pol ni dober primer. In pol sem jaz odložil list, ostali so še pisali, sem roglič in začel jesti. In pol mi je rekel,
kaj si dobro na primer, jaz sem tako z rogličkom v ustih, jem roglič, rekel, jem rogliček, tako ono še je bilo smešno in potem je rekel, no, zdaj imaš nov primer, zakaj ne rešujem lista pri tebi? Ali imaš interes reševati list? In pol sem mogel to rešiti, ta primer, tako je. Mislim, nisem mogel niti, se je bilo smešno, ampak pač ono, Jesus, lahko pojem rogliček, če ne. In sem veš, kaj sem ga pol sem mu vrnil, sem mu rekel, ja, ne piš, zakaj ne delam tega? Zato, ker bom poslušal primere od drugih, ki so boljši od mojega. Pa so se tako, jaz sem, No, ampak zanimivo. To traja 4 ure, imam še po mene 4-5 delavnic teh. In so te različni ljudje. Ampak ja, ne vem, zanimivo. Kaj je povedal o tem leadershipu, o tem vodenju? Kaj je ključno za dobrega vodja? Veš kaj, ni bilo bolj to, on je šel bolj na to, kaj so te higieniki, torej kakšni pogoji morajo biti izpolnjeni, da človek sploh na nuri, da sploh se mu da delati. In kaj so polni benefiti, ki pa naredijo res, da je boljše delati pri tem, veš, recimo, pri tem podjetju. To je dobro. In ja, tle, ki res delam, je tipo vse izpolnjeno, vse. Res pač, v nula. Ampak ja, so pa bili ljudje, ki sem videl tam, to so bili pač vsi neki pač menedžeri, so pač bili tam in neke vodje nekih skupin ljudi, pač kakorkoli imajo ekipo, ne. In kakšen folk stari. Eni pač se mi zdi, da rabijo še dosti se tako naučiti. Se je tu jaz, ampak tako. In je bilo zanimivo, no, da se mi zdi, ki so govorili, da nimajo izpolnjenih skoraj nič teh pogojev, ne. In zato pa so na teh. Ja, pol je težko delati, verjetno tam z njimi. Ampak ja, zelo zanimivo. Kaj si vprašala? Ja, to mi je ostalo v spominu. Ja, da so te higieniki in pol te benefiti, ki pač dejansko pol zaradi tega delaš. In je bilo zanimivo tudi ugotavljati, zakaj ne naredimo nekih stvari, ki bi jih mogli narediti. Zakaj odlašamo neke stvari. Zakaj odlašamo stvari? Ja, vsak ima nek svoj razlog. Zakaj recimo, ful so omenjali, da ne pišejo dokumentacije. Ali pa da niso mogli odpustiti nekoga. In pač ja, to niso mogli odpustiti nekoga, ja, ker pač recimo ti nočeš, da nekdo zgubi službo, ne? Ampak veš, da moraš to narediti, ne, moraš to povedati samo. In eni so pa zavlečevali po mesec pa pol, ne, prej so povedali, ampak ja. Tako da za vsako stvar nek razlog, ampak vsak primer do primera je drugačen. Jaz sem enkrat videla nek zapis ali karkoli, kjer je v bistvu pisalo, da če odlašaš z neko stvarjo, ki jo moraš narediti, da pol to da tega v resnici nočeš narediti. Oziroma, da ni to tvoja stvar. Ja, veš, recimo, če moraš ti nekoga odpustiti in to pride od zgoraj. Ja, no, to govorim bolj na osebni ravni. Ja, recimo, plačevanje računov, primer. Ja, nočem tega narediti. Veš kaj, meni je vedno problem, ko prideš, veš, imaš nek deadline, neko točko. Vedno narediš, tudi če je zadnji dan, vedno narediš pred to točko. Jaz sem se fulkrat zajebal, da sem šel že čez to točko in sem videl, da ni posledic. In pol sem vedno... Ja. Zdaj tudi ta deadline mi nič ne pomeni, ker vidim, da pač... Ja, včasih so, ne, pizda. Ja, ampak, ko gotoviš, da unega, ki rabiš delati, ni, zdaj imam vedno problem, pa zdaj to ful odlašam. Jaz pa sem se vedno lotevala stvari ful pred deadline in nisem nikoli puščala, ne vem, ali seminarskih ali česarkoli. Nisem nikoli puščala... Instagram objave. Nisem nikoli puščala za zadnji moment, ne? Zato ker meni je pa v interesu, da se čim prej rešim zadeve in pol spustim iz svojih možganov, ne? Če ne, imaš vedno, se mi zdi, v ozadju svoje glave, da moraš to nekaj narediti. To je bila zame diploma. Mene je diploma tako dušila. Jaz pravno nisem mogel nič drugega narediti, dokler nisem diplome napisal. In to je edina stvar, ki mi je pravno, veš, kot da sem imel notri v glavi neko ključavnico, da sem karkoli lahko drugega. Sem mogel jo napisati, trpel sem kot pes. Ampak pravno nisem mogel, veš, moj telo je fizično hotelo iti stran od mize, ko sem pisal. Ampak sem se prisilil, stari, in sem napisal na diplomo, ko sem poslal tam unemu, da mi naredi tale check-up, lekturo, ja. Kako se reče? Lekturo, je prav lektura? Ja. Lektorstvo, ja. Lektorira, ja. Slovenščina matura 5 bi lahko bil gum zdaj. Moramo dati, če gum slovenščina matura 5, ko pove prav. In ja, in sem mu poslal in jaz sem veš, sam sem napisal, tako sem pisal, nisem mogel niti gledati notri.
in mi je popravil, pošljemo na samo adijo. Stari. Gdje sem gotovil za diplomo, to ni tipo napisati in to je to. Morajo komisija odobriti in če ni dobro, ti zavrnejo. Ja, ma temo. Okej. Ja, ne, okej, temo ja, Temo. vse skupaj ti Ne. oni lahko zavrnejo, če ni dovolj dobro. Ja, lahko. Ja, član. Fucking vi, jaz sem mislil to napišem za uno dvojkico, ona je nala šuma, kaj briga. Ne. Dvojkico, kaj vi imate od 1 do 5 ocene? Ne, pravim. Dobro, sorry za uno šestkico. Tip je še Ti puno misli, da ne fakt se v srednji. Ja, isti drek je, ona. Isti drek, druge številke. Zdaj se spomnil, ti si pravil prej, jaz nisem bil, evo, sem se pravil, zdaj malo spet profesorce v srednji, in da sem se je slizal nikoli v red, samo sem bil tako, sam član sem bil. Moja profesorica, Učiteljci si član pomeni, da se liš šurit. moja profesorica, zdaj ti bom povedal, zdaj ti meni povej, kaj je to. Moja profesorica italijanščina je šarout knapica, mona. Reči v italijanščini to. Čau, Bella. Glavnem, jaz si nas imeli taka love-hate smo imeli. vsemi to, man. Ampak smo se imeli radi na koncu leta, no. Ja, Fora je bila bilo pri njej, konec leta. pač ne, pri njej je bilo ono tako, ne stoj ti mene jebat, ne bom jaz tebe. Pač jaz nisem njo jebal v glavo in ona, naprimer, zadnji test mi je spisal 1. Šel popravljati in sem spet pisal 1 v 4. letniku. Zdaj rekel, tako sem že od njega profesorica, pač ono, jaz da vam popravni, pač prosim, ne, in rekla, ne, zdaj fucking ne oči letom dala eno nalogo, da dobiš tako 5 točk in da ti dam 2, da vozim. In na koncu mi je zaključila 3. Wow. Pač ono, jo nisem trkal med letom, sem bil, nič nisem delal izmed meja. Tihi sporazum sklenjen. Ampak v glavnem, ena je bila tako, nam da neke liste za reševati. Ne? In pač jaz nisem znal reševati in nisem reševal, sem gledal malo tako okoli. In prije ona do mene in Rimanič, kako gre? Ma nič, ja, super, life gre, vam, kako je družina, če ne? Vsi osmehano, dobro, Rimanič, koša, ja ste prišli, kako gre, sem prišli s vas, kako gre, to je pač ljudnost. Kaj je že, tle si rešil? Ne, nisem rešil, skaj nisi rešil, ne znam, dobro ti bom pomagala, ajde dej. Mi je pomagala, to je bil en primer, ampak je bil še en hujši primer. Spet nam da tako nekaj za reševati in ne vem, meni se nekaj ni dalo za reševati. In ona pa je pred tablo spraševala enega, ampak je spraševala enega, ki ni imel pojma in je bilo tako dosadno. In tako ona gleda po razredu, ne? Jaz in on se spogledamo z očmi v oči. Z oči v oči se pogledamo. Slovenščina matura 4. Se spogledamo. In noben ni pustil pogleda. Prav smo si nekaj rekli in tako smo se gledali. Ma dobro minuto smo se gledali. Uni je razlagal, aha, okej, ja dobro, naslednje. In se gledamo. In so šole zraven mene edini videl, kaj se dogaja. In tako se gledamo in jaz po uni 1 minuti naredim. In ona vstane. Rimanič in tako se smeje. Rimanič in tako vsi se zatresijo. Kaj je bilo? Oni šolci umirajo od smeha. Rimanič. Kaj se zdaj naredil narobe? Kaj se zdaj naredil narobe, mi povede? Kaj je bilo zdaj narobe? In tako hodi pred tablo. Kaj si ti normalen? In tako se smeje. Ne more se nekaj smejati. In prav, Rimanič, kaj se zdaj naredil narobe, mi povete? Kaj gremo k ravnatelju? Zakaj? Kaj sem naredil narobe? Kaj širim ljubezen? Kaj sem zdaj naredil narobe? In tako se skriva, da se ne smeje, ki ful je hodila na smeh, me je hodila napizditi. In je bila, se usedla. Dej, povej mi ti zdaj une čase, dej, in je unega spraševala naprej. Tako da, take sem jaz delal z mojimi profesorcami. Jaz smo tu eno od 1. aprila, zdaj sem se spomnil, iz osnovne šole. Povej. To je bil največji fail. Ok, v glavnem 1. april in imamo angleščino in jaz rečem, jaz se javim 1. april. In je rekel, ne, ti nič 1. april. Sem bil vprašan. Ko si glup. Oh, Jezus. Ta je bila res. Jaz sem, ne vem, če sem to že rekel, moja od angleščine me ni marala in jaz nisem maral nje, fuck you, moja bergencija bi se, ja ne, pač ono fuck you, sem imel uno fake razlito pumpico in vsi šolci so vedeli, da zdaj to uro bom nategnil. In jaz pač to si dam na mizo, ne, in ona lik spet nekoga spraševala in učiteljica, kaj lahko grem po papir, ki se mi je pumpica razlila čez vezek, ne. No tako vstane, pogleda in vidi uni flek moder. Ženska šitjo noč se je zašprintala, začela grabiti papir, je, jaz, ne, si cool, bom že z brisalcem, ma ne boš brisalcem, da si učničil. Ona to vleče, prišprinta do mene in kot je tako par korakov v strani, se ono dvignem, ma profesor, če vas malo hecam.
Ampak Nič od tega ni imela rada. je bilo tako nerodno, da pač se je smejala, ki vsi se smejali, se tudi ona smejala in rekla, Remanič, dobro si me. Prošli, kje si to dobu in povem razlagati in bila tako. Je hotela biti jezna in rekla, dobro si me. Tako da. Dobro je reagirala. Jaz in moj šolec smo spremenili uro v razredu v osnovni šoli. Ja. Ne, on je spremenil uro. To dobiš v Corfix. Ne, je spremenil uro, ampak ga ni videla. Ampak ko je ugotovila, da smo spremenili uro, je bilo tako, joj, šaljivci. In smo bili, žensko se da zajebavati. Kaj lahko naredimo? In sta šolec, da izklopimo miško in tipkovnico izklopimo. Ja, ki ona je pisala tako, tu. Ne, pač ni gledala, kaj piše, ne. Izklopimo tipkovnico, ampak kvara je bila, da ni izklotil najebaten. Sem rekel, dej izklopimo tipkovnico, dej ti. Ne, bova oba dva potegnila kabel skupaj. Izklopimo in ona, pač kvara je bila, ona res tipkala kako on, tu. Pogleda, vidi, da ni označeno. Ja, učitelj se tudi smešno pišejo, stari na sej računalnik. zato smo se One imajo smejali. prav veš tako, tako. Ja, tu. Fora je bila, da je bila smrtna tišina, ki vsi so vedeli, kaj je bilo. Tu. Gleda, označi z miško in spet. Tu. Pogleda miško, označi. Tu. Pogleda, je nič jasno. In tako malo dvigne tipkovnico, kot da je kaj pod tipkovnico. In mi umirali, pač zadrževali smo skovaj in spet. Tu. In vidi nič. In pol tako pogleda kabel in vidi, da je bilo izklopljeno. In pa že popizla na nas. Pol je popizla in rekla, pač najebali ste ga vsi, če se mi zdaj uni ne javi, ki mi je to Kaj si se naredil. mogel javiti? In smo si javili, jaz in uni. Ja. In neč je rekla, pač člani, ko je vam fucking kurac. Una zuro, to je bilo too much. Dobro, sorry, ne bomo. Zdaj sem nekaj bral v novicah, je bilo, da so nekje v Sloveniji, neki, tipo na osnovni šoli, so udrli v ta sistem za ocene in vse to tipi so si pisali upravičene ocene, zaključevali ocene. Stari, to je bilo zdaj, da so spremenili vse si notri. To je bilo zdaj, da ne znam v novicah. Pač fucking... To so želje od vseh. Tipi so shekali notri, spremenili vse v asistent in tako ja, tipo te fore. Mislim, to... Kralji, sorry. So jih dobili, ne? Samo pač ono, da si spremeniš zaključne ocene, stari, no si misliš. Kako boš sploh vedel? Ja. Če si ono spremeni, si ne vidiš tam zgodovine, pa imajo notri in to. Ja, ne veš, kaj, samo mogoče imaš v mislih, ne? Ne pišejo še v redovalnico. Ne pišejo, ne vem, vključiš, lahko natipkaš petko in napišeš ustno spraševanje tega in tega dne. Ja, kaj, ja. To ponavadi profesorca napiše not. Ja. Tako da lahko, če so šli še toliko faram, ampak ja. Jaz sem videl en nova stran, tipo za mime, za e-asistent, kaj piše notri. Kaj je še? Veš, koliko jih bilo eni, so bile ful smešne. Ne spomnim se. Hvala za to. Ne, čakaj, vem, sem spomnil kakšno. Zato za e-asistenta je bilo frka, ki tipo zna opravičilu, tudi če si dovolj staršev, je mogel biti fucking razlog. In to mojim ni šlo v glavo, pač smo ti upravičili, kakšen fucking razlog mora biti. In jaz sem zamudil prvo uro, ker pač legit sem fucking kakal, pač sorry, sem kakal. To je tako tipično. Pač sorry, sem kakal in sem zamudil prvo uro in sem rekel, da mama mi napišeš, kaj je bilo, sem kakal. In se zmejala in rekla, da ti napišem. Ampak je rekla, kaj da zdaj razlog fucking napišem, ki nujno mogo biti. In je napisala zaradi prebavnih motenj. Ja. In polk je prebral v razrednik, je videl v asistentu, zamudil si 20 minut, zaradi prebavnih motenj samo 20 minut si zamudil. Ja, se mogo kakat. Je rekel, da leti upravičujem in da jih vozi, alaš. Dobro, to je to je neki to upravičevanje. Mi smo bili generacija prva in zadnja, ki so testirali, da pri 18 letih si lahko sami upravičimo. Ja, točno. Mi smo imeli po 200 upravičenih Oh my god. Na razrednih urah sploh ni bilo uno, samo zakaj nas je profesor, dej prej sem, kaj si imel? Nič, dobro. Prvo in zadnje leto smo se spasli. Jako. Ma i takaj, da si nisi pri urah, ti resnici nič ne pomaga. Veš, kaj je bilo fora? Nam je največ so jebali neupravičeni, ker smo zjutraj zamujali. Fora zamudili smo 5 minut in žena glupa nas je upisala. Jaz se spomnim na srednji. Pač vedno so eni in isti zamujali in vedno so imeli neke izgovore. Pač umirali smo od smeha, pač ne vem. Vedno isti ljudje so zamujali. Jaz sem časih zamujal, pač. Veš, kaj je bilo pri nas in fora? niso bili sploh izvirni več, je bilo samo... Fora je bila pri nas, da če smo prišli z enim busom prej,
bi šli, bi čakali na šoli pol fucking ure zjutraj, nobenemu se to ne da. Če pa gremo z enim kasneje, zamudimo 2 minute, imaš to, ki moramo priti od šole, od busne do šole. In pač, sorry, zamudili smo ti max 5 minut. In ženska nas je vedno upisala. In pač, se nimajo izbire, oni to morajo delati. Imajo fucking izbire. Ona je bila edina, čakaj, ko je bila? Ne pobeg. Dobro, si ne rabiš vsako shout-out, da. Ne, Klaudija, kaj je bila Klaudija? Ampak pač učitelji tu nimajo. Fucking una od angleščine na Pomorski, pač fuck you, mona. Fuck you. Dobro, kaj nehaš ti med bife zdaj z učitelji? Lahko boš imel otroke, ki da ga bojo učili. Fuck you, ne bojo šli na pomoč. Ne, podravnateljica z Pomorske, legenda. Italijanščina, legenda. Od angleščine, fuck you, stegel, fuck you, kocko, fuck you. Mi smo imeli, ko je bila ura, se mi zdi, da je bila od angleščine. In vedno, ko se je kdo pogovarjal, vedno je bil kriv en človek, je bil kriv, vedno. Vedno je njega obtožila, da je nekaj naredil. In celo leto je bil vedno on kriv vse. Eno kolega, samo njega je krivila in mi smo umrli, ki je bil vedno on kriv. In vedno so ga vsi podvalivali mu. In on je se skoraj vsako uro ven. Pač, ta od angleščine meni je toliko ni marala, da to je bilo... Mi smo sedeli, 2 šolca sta klepetala na uni strani razreda. Jaz sem bil na drugi strani. Enkrat je legit bilo, pač to je bilo smešno, ampak sem rekel, okay, je tako. Ona se obrne, ti, ven! Rimanič, ven! Kaj sem naredil? Ven! Okay. Ja, ženska se je obrnila na me je iskala, zoom, ven. Nič nisem naredil, majke mi nič. So bile ure, ko sem bil glasen. Jaz bi te tudi vrgu ven tebe. Fucking ven sem letel. Dobro. Hodila sem reči, da učitelji nimajo lahke naloge z vsemi temi stvarmi, ki učenci ali pa dijaki delajo, ker včasih si dovolijo marsikaj. Sorry, če si cool z nami, bomo bili mi cool s tabo. Eni so res divji. Mislim, eni so res divji, nimajo nobenega spoštovanja, ne nič in kulture, ne nič. Ampak je tudi ful vpliva, eni učitelj, če si cool učitelj, pa meni te ne gnjavijo učenci. To si normalno. Na primer, moja podravnateljica od slovenščine, članka, shout out Mona, Katja. Ona bila fucking legenda. Ti se spomnil vseh imen, ker to je bilo prejšnji teden, ko je bilo Katja, se spomni, ko ona bila jaka. Pač ona se ni zabavala z nami in mi se nismo z nje. Tako malo tu potem smo klepetali, malo v mejah normale, ko smo tipo pisali plonkce pred uro, ne pač pred naslednjim uro, ki smo imeli test, pač ženska nam je pustila. In take fora, ne vem, je rekla, ok, člani, zdaj 15 minut bomo fucking delali slovenščino, in pol pa se učite, ni rekla, delajte plonkce, ampak vas bom pustila. In take fore, in tudi od unih kao najhujših je dobila s tem respekt. Ma dobro, te plonkci, če se napisal plonkci, si tak že naučil. Ni res. Ma dosti krat. Ma ne uči se. Meni se bilo lažje naučiti. Jaz nisem znal nikoli plonkat, stari. Jaz sem po mojem plonkal, enkrat so me dobili. Wow. Jaz ne znam. Kako si plonkal? Ne, z nekim listkom, kaj sem. Ful sem bil živčen in nisem znal. Mislim, da jaz mislim, da enkrat v osnovni so me dobili. Mi v prvem letniku gimnazije pri kemiji se spomnim, sem si napisala na roko en par stvari in točno, da pred testom profesorica reče, pokažite roke. Dignite vsi roke. To je najbolj zabito. Jaz sem imel sošolca, ki je bil ful živčen in ko je živčen postal, se je začel tako neki šlatat, tip je bil cel moder. Tip je bil na roki napisano in pol, ko je prišel profesor, je neki tako glumil in ful se je potil med testom, ki je bil živčen in cel moder je bil na koncu. Fucking na listke si pišeš te plonkce. Jaz sem vedno plonkala iz listkov, ampak takrat sem se ne vem, zakaj odločila, da si mi to na roke napisati. In pač svoje šibkosti... Jaz nisem znal štekaš ono pogledat. Svoje šibkosti sem bil vedno najbolj spremente sebi uprit. Meni se je potila roka med testom, ki mi je bila trema in še ki sem plonkal in potem sem gotovil, da če vzadaj zalepim malo lepilnega traka na listek, se mi bo zaleplo na roko. In jaz bom lahko imel tako listek, zaradi pota, ki je mokra roka, bom imel listek gor prilepljen. In lahko tipo pišem, rišem, dvigam roke in se mi bo zaleplo. Samo kaj te ne vidi tako je profesor, obrneš roko in si tako. To jaz nisem znal, jaz tega nisem znal. Če imaš v isti roki kot pisalo, to pač pišeš in pogledaš. Nisem znal, stari. Kaj sem jaz delal, član? Jaz sem si tle obril roko, tle spodnji del in tako 2 dela, zato da sem si zalepil, tle sem imel listek, ampak listek ti mora držati. Sem si zalepil okrog sredinca in listek le čez celo roko, mislim, listek sem imel tle, ampak lepilni trak sem si zalepil tle tako in tle čez da mi ga drži in tle čez, ampak če imaš kocine, ti ne drži. Zato sem si tle zalepil enkrat pa sem imel celo listek tle in to je najlažje plonka tle in ga imaš tako prepognjenega. Pol ga imaš tle, pol ga imaš dol. In pol samo roko premikaš. In ko ga hočeš pospraviti, pač daš
dol rokav in to je to. In Ja, zato se sem reče, si no. pač le obril kocine, da se lažje primi. Smo pa imeli naprimer tudi enega profesorja, ki je imel vedno iste teste, samo spremenjal je številke. Tako da prvi test šel iz 1 in bolj si ga popravljal 4, laganina. In 4 naloge je imel. In sem si tle tudi obril en del noge in sem si zalepil, sprintal. Prvi del naloge, drugi del, tretji in četrti. Kratke hlače in tip me da v prvo vrsto, pred njega. Ampak to je najboljše, ker sem bil neviden za njega. Tip je gledal vse razen mene. Jaz sem lepo to hlače dol in čekiral vse. Najboljša pa je, zdaj pač lekcije plonkanja, imaš mizo in se usedeš nekako tako, da ta del kolena je tle, evo, tle, tako je miza. S tem kolenom greš v mizo. In tle na nogo si daš plonkec, listek si položiš. In pol si lahko komoci tako na mizi in pač lepo gledaš. In noben nikoli ti ne pošteka in ne vidi. Veš kaj ful ni pošteno Nikoli. pri ženskah, ko plonkajo, ki si dajo krilce in noben ne bo rekel dvigni krile, ti ne bo rekel profesor stari in ne morete dobiti. Tudi če reče meni, če bi rekel dvigni hlače, ne jebi se. Ne morete dobiti, razumeš, če si ženska, ti ne bo rekel noben, da dvigni krilce. Ampak dejansko, jaz sem imel, vedno sem si brisal nos, ki pa sem bil prehlajen, ampak vedno tako si... Dobro, kaj misliš, da ti pa obriga vse te tvoje storije? Član, to je hočem plonkat, Mona. To je hočem fucking plonkat, član. Imamo že 44 minut za to. Član, lej, ko rabiš skrit plonkec, vzemte robčke za nos in si brište nos in ta vaš v temu zmeškajte, da se ne čuje in pol ali v žep ali pa v torbo lepo in Tako da stran plonkce. plonkca ni več. In fora je bila to, da to toliko deluje, da enkrat je mene profesor ustavil, smo imeli enega novega profesorja. In Je pokaži rekel- žepe. Ne, je rekel, Rimanič, pokaži ti meni malo te tvoje robčke. Izvoli. Vem, da ti imaš neki s temi robčki. In sem ga prav napadal. Profesor, jaz sem fucking prehlajen, ok? In veš, koliko imam jaz vedno robčko na sebi? In res sem odprl torbo, jaz sem imel vedno tako 20 robčkov na sebi. In tip, ko je videl, je rekel, fuck, hej, oprosti, ja, ok, ni panike. Na podelitvi mature, je rekel, profesor, kolikokrat ste vi nas videli plonkat, ampak ste bili tiho. Je rekel, Rimanič, jaz vem, da si ti fucking plonkal, samo ne vem kako. In vem, da neki si imel z unimi robčki, ampak pizda ne vem kaj je bilo. Gledal sem te vsako uro in vedel sem, da nekaj je tam, pizda ne vem kaj. Sem rekel, povem vam, z unimi robčki vedno sem si brisal nos, pač to, ko sem si mogel skriti, ne, in sem ga vrgel stran. Ti bi samo bil, ne. In to je zadnji pogovor, ki sem ga jaz imel s tem profesorjem na podelitvi mature in pol sem šel. Veš, da bi ti skenslal ocene, ono. Ja, sem imel maturo v roki. Ono recall. Recall. Tako da, Jaz pa res, jaz nikoli nisem plonkal, ki nikoli nisem dal plonkat. Sem raje nehal, sem se raje začel, raje sem se naučil in šel pisati in jaz sem se res lahko vse naučil. Če sem imel voljo, sem se vse naučil, res. Lagano. Ker te ni zanimalo. Ja, sem se Ali ti je bilo prisilil. dolgočasno? Ja. Meni je bilo realno, jaz sem imel eno obdobje, jaz sem vedno delal tako 3, 4, tako, veš, tam neki, lik. In pol sem imel eno obdobje, jaz na srednji, ko sem imel vse 5. Ki me je primilo neki sučiti in pol sem kako mi dela, ono. What the fuck sem pridel? Is it worth, ja, ki ni worth it v resnici. Ja, Ono, res ni. veš, to je ono, kako je že ono pravilo, 80-20, veš. Ja, Ja, vemo, ne vem, kako. No, v glavnem, ja. fora je v tem, da 20% dela ali pa neki bo 80% veš dosežka v smislu, ne? Ja, nekaj takega. In obratno, ne? Za onih 20% pa moraš ti 80% delati, ne? Torej, lagano je imeti oceno 8, ne? Ampak za 10 moraš pa onih ful več se učiti. Ja. In moraš najti ono Balance. balance, dokje se splača iti. Ne, pač tako. Bote pridni, ne plonkat, učite se, ampak naprimer jaz, Mislim, že plonkat je neka znanost. ja, to je umetnost. Jaz sem preplonkal, ponosno povem, cel 4. letnik. Maturo sem se naučil, maturo sem pisal jaz boljše kot cele moje ocene. Kaj najbolj si priplonkal v slovenščino? Ne, to sem z mojim znanjem. Ne, strokovne sem plonkal, ko svinja, stari, mati moja, vsak test. V glavnem, res sem vse preplonkal, ampak zato, ker sem vedel, kam grem na faks in sem vedel, da ocene se mi ne štejejo in da mi ni pomembno. Zato. Ja. Ampak učite se ne plonkat, bodite pridni. Ki si ti rekel, da pač nema veze, pač meni ni imelo veze, kakšne ocene imam. Ma ja, dobro, Ampak samo ja. tako, dobre ocene ni nič slabega, če imaš. Ja, mislim. to je super, samo naprimer, moji šolci so šli naprimer elektro, so rabili dobre ocene.
kolegi so šli na medicino, so rabili dobre ocene. Jaz pač nisem rabil in me je ful brigalo. Maturo me je brigalo, da naredim čim boljše in sem se naučil in sem 4-4-3-3 sem imel maturo, tako da strokovne sem imel 3, drugo 4. Ker bo treba štetune točke pol neki. Enkrat je ful zanimivo vprašanje dala ena naša učiteljica, mislim, da v osnovni šoli, ker se mi zdi, da so nekoga zafrkavali, da je piflar in pol je rekla, dobro, ti ko si bolan, bi raje šel k nekemu zdravniku, ki je imel dobre ocene ali k nekemu, ki je imel slabe. Štekaš k nekomu, ki se je trudil in se je trudil za to, da dobi znanje ali k nekomu, ki se ni, ne. Glavne, veste, kaj mene zanima? Bi bila vidva, če bi imela na izbiro, bi izbrala opcijo biti upisana v zgodovinske knjige potem, da sta naredila nekaj groznega, ali bi izbrala opcijo, da pač te ljudje pozabijo zavedno, torej po tvoji smrti. Ali da se ti zapomnejo po nečem ful groznem in da je to in the books, ali pa da te popolnoma pozabijo. Zanimivo vprašanje. Ja, mislim, odvisno, kakšni so tvoji interesi. Mislim, zdaj to pomeni, te pozabijo, ampak si naredil ful dobrega na svetu, ali samo to te pozabijo? Samo pač te pozabijo. No, fucking kliči me Hitler, ne? Joj, mate. To je tip, ga vsak drugi podcast pomeni. Ti boš benan iz ne. Ne bom! Uncancelable, Pač, jaz recimo bom povedala prva. Jaz bi bila reč pozabljena, kot pa da se me spominjajo po nečem groznem, da sem naredila nekaj groznega. Zato, ker zakaj bi jaz hotela narediti nekaj groznega in nekomu škodovati in narediti nekaj slabega v tem svetu? Kaj je point? Zato, da se te pol spomnejo. Odvisno, kaj je groznega. Veš kaj, zdaj to je ful tako, ja. Zdaj, Hitler se strinjamo, da je grozno. To je grozno. Ja. In nobene ni na levo ali desno, nobene plati, da je naredil kakšenkoli primeru dobro. Ne, pač tle ni, to je zdaj fiks me boš cenzuriral, ne? Ampak za reč, eno je Hitler pobijati ljudi, rajši se me zapomne kot nekdo, da pobijam ljudi. Ne, da bi pobijal, ampak čaki, ko pa ne vem, največji child rapist na svetu, pač to ni fucking šans. Štekaš. Ti se zbiraš med takimi... Ja, pa to so najbolj grozne stvari, sorry. Ja, vem, a kaj če bi izbral opcijo, da ne narediš nič od tega, ampak pač si pozabljen, ker vsi smo ljudje smo na koncu pozabljeni. Veš kaj na koncu ti je ful smešno, pač ti treba nekaj ful groznega, boš pozabljen. Veš kaj je rekel Macklemore? Enkrat bo si pozabljen. No, čaki. Ja. No, če boš v vsakem primeru pozabljen, zakaj bi pol naredil nekaj groznega? Zakaj bi pol to pustil za sabo v svetu nekaj takega? Ampak recimo, koga se recimo spominjajo, ker je nekaj ful groznega, ampak ne v zgodni zgodovini, zdaj tej... Kaj je zvem? Čakaj, pred začetkom, ful lep en lirik iz Macklemora. Je rekel, umremo dvakrat. Prvič, ko umreš in drugič, ko nekdo zadnjič omeni tvoje ime. In kaj ti pomaga to, da nekdo omenja tvoje ime in da si nekdo tudi po smrti? Kaj ti je to? Recimo, kdo je bil ful grozen, tako ajde, da spravimo iz zgodovine? Pablo Escobar. Ne. Kaj pa, ne vem. Kaj da je bil grozen? Ja, on je pomagal, mislim, on je ubil ljudi, ampak pomagal tudi svoji državi, v smislu. Kaj Ted Bundy je še živ? No, kdo to? Kdo ni morilec? Ja. Pač, razumeš? Ne, dobro, ampak film naredili tudi o njemu, mislim, da... Recimo, kdo je naredil nekaj ful groznega, ajde, dej. Pa sorry, fucking Hitler, dej nehaj. Dobro, ama to je zdaj bližnja zgodovina, bolj prej, ne vem. Kaj oni, kitajski? Recimo Gengis Khan. Gengis Khan je pobil baje več ko... Baje, da je bilo določeni točki, on je posilil toliko žensk, da je bilo ful velik procent populacije imel njegove gene. Zdaj njegove gene, v smislu, razumeš? Ja, toliko žensk je posilil med temi vojnimi unimi, da je toliko procentov pač. Fuck. Pač veš, kakšni so deli včasih tudi. No, pač treba je širiti ljubezen in svetlobo. Kim Jong-un, ta je tudi blizu. Zdaj, Kim Jong-un, zdaj je to ful tako, težko reči, mislim. On ne vem, če zdaj iskreno to ne se bom zadržal, ker ne vem, kaj v resnici dela. Mislim, vemo, da ne dela dobro. Ja, vemo samo, da je slab. Mislim, on fucking diktator je v državi zaprl ljudi, ker jim on pravi to delajo. Fucking vija človek. Ja. Pač to, po moje, če hočeš biti poznan po nečem terrible, po nečem groznem, neki ni v redu s tabo, razumeš. Ker pol ti je na prvem mestu to, da si znan, da te prejzajo, da te oziroma da te omenjajo, štekaš in to je nek...
problem pol s tvojim egom, oziroma verjetno to izhaja iz otroštva, ko nisi bil ljubljen ali kaj takega, ne? Ali pa nisi bil sprejet na... Ali Ali pa- take stvari, Nisi bil sprejet v art school. Ne. Tako da, Pač je cool biti zloben malo. evo, ti si, Ne. Veš, na koga me Kaj je spominja? s Veš, tabo? koga me Daj, pa ti. spominja? Veš, na koga spominja? Ne na Epsteina, na onega drugega režiserja, veš? a Harley, on je producent. Na Ja. Weinsteina me spominja. Zdaj, gdje ima te zberi se. To ti jaz zdaj javno rečem, zberi se model. Kaj je fucking vprašanje would you rather? Pač uno. Ja, ma Zdaj si dobro, predstavljaj, halo. kakšen life lahko živiš. Ti pravim. Vseeno, Tip je Weinstein 2. Weinstein 2. jaz to sem prej rekel, jaz ne bi posiljeval, no, ne bi hotel biti znan kot tak zloben človek. A kaj je? Ma kaj pa je, Kot, Kaj pa si lahko? pač, ne vprašanje ne, je bilo, evo, rajši si znan kot to, da pobijaš, ali da posiljuješ. Jesus. No, sorry, to je fucking would you rather. pač Ni nisi ne, eno, ne znan. drugo ni Pizda, dobro. tudi jaz rajši ne bi nič, ma se pogovarjamo, se pogovarjamo, teoretično je Prosim. BMT. Oh, Oj, Mislim, BMT če ste to- brezvezni. Dobro, to je res. To Ne, ni, to to je not cool. Ja, ma, Ampak dejansko, off the record. v glavnem, 5 minut za no. Več ne rabiš. v glavnem, Aninih 5 minut, da znanjem boš zasud. Padum. Oziroma, mogoče to niti ne bo danes neko znanje, ampak bolj kot food for thought, ko bi se to prevedlo v angleščino. V glavnem, slovenščino, slovenščino. Pač nekaj Hrana za možgane. razmišljati, ja. Za razmišljati, ampak hkrati tudi pomemben del življenja. V glavnem bi govorila o samosprejemanju, ker sem se v bistvu zdaj zadnje čase dosti ukvarjala s tem. Recimo, če povem primer iz teh predstav, ki sem jih zdaj imela. V tej predstavi pojemo pesmico. V eni predstavi zapojem 4-krat pesmico in jaz sem se enkrat zmotila. Pesmico, pač možgani so mi zablokirali in nisem povedala pravilno zadnjega stavka v pesmici in si kar nekaj izmislila. Ampak zato, ker povemo 4-krat pesmico, pol pač ljudje vejo, da si ti nekaj zafrknil. Čeprav so bili majhni otroci, ampak so bile tudi učiteljice in pač pol se jaz vedno ful jezim nase in mi je rekel soigralec, lej, ti v bistvu kot igralec, ne, imaš svoje telo oziroma samega sebe kot inštrument in zato je še posebej za igralce ful pomembno, da se ti sprejmeš samega sebe. In to v bistvu velja tudi za vse ostali ljudi, zato ker mi smo edini, ki imamo sami sebe, ne. V bistvu vsak ima samo sebe in se lahko samo na sebe zares zanese, ne. In zato je pač pomembno, da sami sebe sprejmemo. Ampak to pač ne pomeni, da pol stagniraš in rečeš, ok, tak sem, tako je in se pač ne spremeniš ali pa ne delaš na sebi, ne. To samo pomeni, da pač neke napake, pomanjkljivosti, ki jih imaš, sprejmeš in to pač tudi ne pomeni, da to pomeni, da ti je všeč to. Ampak samo rečeš, ok, tako je trenutno, tak sem in pol pač se lahko odločiš Narediš plan. za neko spremembo. Ja, in ta sprememba potem ne izhaja iz nekega sovraštva do sebe, ampak iz ljubezni do sebe. Recimo, če hočeš ti shujšati, moraš najprej sprejeti, da si tak, kot si in rečeš, ok, jaz sem vseeno pač ok in pol pač recimo začneš hujšati oziroma bolj zdravo živeti, zato ker se imaš rad in zato ker hočeš biti bolj zdrav in imeti bolj kvalitetno življenje, ne pa zato, ker se ti sovražiš in sovražiš, ne vem, svojo maščobo. Ne sme biti zunanji vpliv, mora priti od znotraj navzven. Ja, mora Če priti pride znotraj. znotraj, zakaj ne, da se sovražiš? To je lahko ful velika motivacija. Ja, ampak fucking potem- maba, lej vija, hočem narediti nekaj sebe. Lej to, hočem nekaj Ja, narediti. ma recimo tudi jaz, da sem začel hoditi v fitness, zdaj je bilo, da mi ni bilo več všeč, kako sem zgledal. Ja. In Pač to ni nič narobe. mislim, veš, to je pa tudi zanimivo, ker smo v tem predavanju, je pozitivna in negativna motivacija, oboje deluje. Aha, ja, to je Tako da- točno, ja, pozitivna in negativna Sorry. motivacija. Ja. Ja, ne, to sem dala bolj samo kot primer, ampak ko Misliš, hočem reči, moraš sovražiti recimo svoj izgled, ampak moraš ti to čutiti, ne da od zunaj pride. ja, To sem mislil bolj s tem. Lahko Aha, imaš ti to okej. negativno čustvo, po mojem, do sebe, ne? Ja, valjda, da je. Ja. Ja, itak. Moje, te so še močnejše, veš? Recimo, če ne boš delal, boš dobil odpoved.
Veš? To je zunanja motivacija pol v bistvu, ne. Ja, Oziroma, če ne bom povezana z delal, bom dobil notranjo. odpoved, evo, lahko ti tako rečeš. Ja. Če ne boš delal, boš bil na cesti in ne boš imel hrane. Pač, Ja, recimo, no, vse je to, ampak no, vse lahko nadaljuješ. Ampak se pa, to so samo res o samo sprejemanju hotla. Zato, ker po moje, če pač ne sprejemaš samega sebe, se v resnici ne maraš in je to, pol se ti zmanjša tudi samozavest, self-esteem in v bistvu se mi pa zdi v življenju najbolj pomembno, oziroma ena od pomembnejših stvari, da pač živimo svoje bistvo in smo to, kar smo, ne. In če ti sam sebe ne sprejemaš, je v bistvu ful škoda. Zato, ker tebe je vesolje ali Bog ali karkoli te je ustvarilo takega, kot si, z nekim namenom in iz štarta smo vsi pač popolni taki, kot smo, ne. Po mojem ne, to si narobe rekla. Nismo od štarta popolni. Mislim, Ampak imamo našo nalogo, ti imaš nalogo, da imaš čas, da prideš do svojega samoizpolnitve. Ja, sej tak noben ni popoln, ampak Mislim, realno po mojem, cilj vsakega človeka bi mogel biti popolnost. ne, what? Cilj. Pač biti boljši. Ne, da postaneš, to bi ti mogel biti cilj, ne? Popoln nikoli. Ja, se to. Ja, pa sej to je cilj, da probaš priti tam, ki vsi vemo, da ne moreš priti tam. Cilj je, to pomeni baš, da vedno boš ti bil boljši. Ja, biti boljši, ne. Ampak veš, recimo, kot si postaviš nek cilj. Postaviš si malo nerealen cilj, ne? Ampak vsak korak do tega nerealnega cilja recimo, bo ful boljše. ne, ampak pol, ne vem, s čimerkoli ali z denarjem, s čimerkoli. Ti si lahko postaviš nek visok cilj in ne boš ga dosegel, ampak lahko boš prišel do 3/4. Ne? Ampak mora biti vsak cilj, ki si ga postaviš, mora biti malo nerealen. Drugače je brezvezen. Ki veš kaj, kot si ti rekel, pač, lahko, če si jaz dam cilj, hočem imeti milijon evrov, bom prišel do tega milijona. Če si jaz dam cilj, hočem imeti 1 milijard evrov, bom prišel do milijona, do 10 milijonov, do 20 milijonov. Vidiš, in te koraki, zaradi tega visokega cilja bom vedno prišel dlje. V teoriji, ni nujno. Mislim, cilj ne sme biti res nerealen. Mora biti malček čez uno, Ja. veš, da je še malo sanjaški, mora biti malo tega, dobro, popoln. Še ni popoln, ampak vsak hoče biti. Mislim, kaj pomeni biti sploh popoln, dobro, to je tudi drugi pogovor, ampak to, ki si rekel, ampak mislim, da ni vsak od rojstva dovolj. Zakaj bi pol živeli? Pač dovolj v smislu kot duša, I guess. Veš, kot... Mislim, ker mi, ko se rodimo, v resnici ni nič narobe z nami v smislu, da pač mi smo tle z nekim namenom. Ja, se to. In, Ja, ampak ta namen moraš ti izkoristiti. ampak Mislim, ne pomeni, da je odkrit. z neki s tabo narobe, veš, ko prideš na ta svet. Ne, ok, Pač- ti hočeš reči, da ne začneš na negativni strani, začneš na nuli. V smislu, pač ti Ja. moraš sebe gledati kot nula, v smislu kot nepopisan list papirja. Lepa. Nula, ne? Lepa. Ti nikoli ne smeš se gledati kot da si v minusu od začetka, pač. Verjetno, dobro, ok, zdaj, Ne bi si rekel, ne? Ja, Pisan ampak- list papirja. ti si nula in imaš vse možno, da se popišeš do neke dobre stvari, da napišeš lepo zgodbo. Lahko samo dodajaš na se. Ja. Ja. Temu se reče tabula Mislim, rasa. nisi raztrgan list papirja, kot veš. Ja, Tako not si broken. pač, ja. Čeprav mislim, da to je rekel en teoretik, da smo nepopisani list papirja, en drugi pa se mi zdi, da je rekel lih obratno. Da smo že napisani delno. Ja, to se spomnim, sem se učila pri psihologiji. Ma sej realno smo, ampak še vedno imaš dosti vpliva na to, kar hočeš spremeniti. Ja. Ne rabiš živeti, kar so ti dali Jaz starši. bi bolj rekel, Ja. imamo že zapisana poglavja, kaj v tem poglavju pa ti sam napišeš. Mislim, sigurno je eno smrt. To je, Ja. to je pa ena dobra prispodoba. In sicer vsi smo na istem vlaku, ne? Ampak od tebe je pol odvisno, kakšno vožnjo si narediš. Bolj od tračnic. Ne vem, če je izid vlak dobra. A na tej tvoji primeri, zdaj bom pač malo loše so vsi. Ta z vlakom. Ja, Ne, bolj bi rekel, ok, Vsi smo na vlaku. vsi smo na vlaku, ampak eni smo first class, eni smo coach.
In to se ti Odvisno, samo kot si odločiš, kje, narediš. kako boš. Se Odvisno, lahko kako odločiš, si v katerem narediš. vagonu boš sedel. Ja, sej, to pomeni Ja. odvisno, kako si narediš. Ja, ne? ja. To sem basically rekla. Ja, ne, nisi Ne, rekel. ne, ti si Ja, rekla, sem. ti si rekla, da si sam izbereš Ne, nisem pot, rekla. pot. Ne, sem Nekako rekla, boš sam užival si v vožnji. izbereš, kako boš, kakšna bo ta vožnja, si sam izbereš. Ja, dobro, si verjetno mislil, če bi rekla, kako boš užival vožnjo, bi mekalo se. Dobro, si ne vez. Ja. Ne, dobro ste povedali, se strinjam. Tako, Ampak smo prišli do ene zanimive, da torej smo na nobeni strgan list papirja, ampak smo vsi en cel list. Tako da ti se lahko odločiš, kaj boš napisal gor. Ampak nek okvir je postavljen. A zdaj smo od slika? Ne, ampak kot Čekaj, okvir, da se mislim, skecam. okvirno kot poglavja. Ne? V bistvu res je tako. Res je v bistvu sigurno eno poglavje in zadnje je smrt. Prvo je rojstvo. Vmes, Poglavje imaš napisano. ne, poj nimaš vsa. Ne Ne vem, recimo eno bi bilo poroka, mogoče Ana ne bo imela poroke, mogoče, ali pa jaz ne bom imel poroke. Jaz upam, Kaj da jo misliš? bom imel. Zakaj? Lahko pač ne boš šel po sporočiti. Jaz upam, da bom imel. Ja, kaj hočeš biti v tej beli obleki končno? Da, lažo. V glavnem, life je lep. Dosti imamo še pred sabo. Dosti imamo že za sabo. Član moj. Je res, 27 let življenja imamo za sabo, jaz. Pizda, Ana ima 21 pa malo manj. Ti si 6. 5, Dej ne glumi. 4, Dara, dej. 3. 2-1, konec Dva. podcasta. Hvala, da ste Ena. danes bili z nami. Like, comment, share, subscribe, zvonček upalite. Dajte nam en like, prosimo. Ne, nič vas ne prosimo, če hočete, dejte, če ne pa ne. Če vam je bilo všeč enih 5 minut, dajte like. Če vam ni všeč, pol pač Malo nehajte bolj gledati. neregično. Ali pa dajte dislike. Hvala za ogled. Se vidimo drugi torek. Uživite. Bye.